Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o brezpogojnem sprejemanju drugih. Ponavadi govorimo o ljubezni do sebe, pa o tem, kako se učimo lekcije. Ampak dejstvo je, da smo na tem svetu, v svetu gledal. In vse, kar opazimo pri drugih, je v bistvu odsev nas samih. Recimo, ko opazimo pri drugih, joj, kako mi pa ta, ne vem, človek topel. Pomeni, da imaš ti tudi sam v sebi toplino, da to opaziš pri drugem. No in k temu me je spodbudila ena gospa, napisala je komentar na enega od prejšnjih videov, da to spada v srednji vek. Verjamem, da bi me sežgala na grmadi, če bi me lahko, ampak okej, tega je konc. No in prav to, brezpogojno sprejemam druge. No, zdaj pa ena stvar. No, smo se z mojimi puncami pogovarjali prav o tem, kako radi druge pač pošlihtamo, ne? Ta je tak, ta je tak, ta je tak. Kažeta dva prsta tja. Aha, ti naredi to drugače. Ko boš ti spremenil to, boš ti meni ustrezal. Ko se bo to spremenilo, bo to meni ustrezalo. No, naj vam povem eno zgodbo iz svojega življenja. Imela sem mentorja in leta sem poskušala tega mojega mentorja spremeniti na en način. Dejstvo je, da smo se pol tudi v družbi pogovarjali, pa če bi on drugače delal, bi bile stvari drugačne. In pogosto je bil tema debate, kaj on dela narobe, kaj bi bilo treba spremeniti, kaj je predvsem povezan, kaj nekdo drug dela narobe. No in potem, ko sem začela delati na osebni rasti, sem seveda nekje prebrala, da vsak lahko spremeni samo sebe in drugih pač ne moreš spremeniti. To je dejstvo. Pač na sebe, na moj odnos do sveta imam vpliv, ampak da bom pa druge spreminjala, bom zmerom imela neko delo, ki je res brez veze. Sizifovo delo, vedno si na začetku. No, in zdaj, ko začneš pa sebe spreminjati in ko prideš do zaključka, da vsak dela najboljš, kar zmore, in nehaš spreminjati druge ljudi, prideš do točke, ko pa rečeš v redu. A pa jaz lahko živim s tem. No, to je pa zdaj druga zadeva. Ker če ne moreš živeti s tem, enostavno potem, kaj, zaključiš odnos, si narediš drugače posel, si narediš reorganizacijo in mi imamo lahko druge ljudi neizmerno radi, ampak pomembno pa je, da imamo sebe bolj radi. Tudi v Svetem pismu piše, imej rad druge ljudi tako kot sam sebe. Zdaj sem to povedala po svoje, ampak dejstvo je, da druge imej rad kot sam sebe. Zdaj pa tako, spremenil bi druge, sebe pa ne. No, zato je tako pomembno. Spreminjamo vedno samo sebe in ko spremenimo sebe, takrat se pa vprašamo, v redu, a jaz lahko s tem človekom živim, glede na to, da samo sebe se ne spreminja. No, to je zdaj eno tako sporočilo. Zdaj pa poglejmo, kakšno sporočilo je ta trenutek še pomembno za vas. Ta trenutek preko kart Prehodu na novo dobo, tale je prišla ven. Jaz sem nosilka luči in sprememb, skozi mene teče božanska svetloba. No in kdaj začne lahko skozi mene teči božanska svetloba? Danes je prišel, začela sem z enim podjetjem sodelovati in je prišel gospod po knjige in sva se pogovarjala o tem, pač kaj opisujem. In sem govorila o podzavestnih programih, o tem, kako prepoznamo z mišičnim testom svoje podzavestne programe in kako v bistvu na osebnih svetovanjih pač vidim, kje se je točka, kje se je zataknila energija. No in spet z mojimi dekleti, danes smo se pri kosilu pogovarjali ravno o tem, kako vidim pretekla življenja. Vidim jih na ta način, kot recimo, če bi pri nekom, recimo včeraj zvečer smo gledali en film, no in to vam bom tudi še danes povedala. Z malo hčerko smo gledali film o tem, naslov je Razmišljaj kot moški, bodi ženska, nekaj takega. V glavnem, dober film, zato ker razlaga, kako smo v osnovi ženske neumne. Dejstvo je, da razlaga tam en terapevt, da ženska si želi biti ljubljena, ampak dejstvo je, da moški pa želi osvojiti.
In ko dobi trofejo, tam pa razlagajo sicer piškotek, je konec vse romance. V glavnem, zanimiv film, tudi zanimiva knjiga, ampak dejstvo je, da, no in potem smo se ravno o tem pogovarjali pri kosilu. In ko sem razlagala, da ko vidim kot nek film, tako kot včeraj smo gledali film, ravno tako vidim film. Zdaj vam pa povem eno zgodbo. Enkrat je bila ena gospa pri meni, ki ji ni bilo logično, kaj se dogaja v njeni družini. Ona se je rodila v družino kot tujec. Ni bila sprejeta v družino, ni se počutila del družine, in ko je bila pa dediščina, dejansko se je okrog prinesla in je ostala brez vsega. In v bistvu s tisto bolečino, da ni sprejeta, da je opeharjena, da je zavržena in tako naprej. No, in ko je prišla na svetovanje, kaj sem videla, tisti film. V enem od preteklih življenj je bila ona nek posestnik, nekdo, ki je delil zemljo, in v glavnem ona je imela moč, bila je v tistem življenju moški, in je tej družini, točno tem ljudem, odvzela zemljo. Dobesedno jih je okrog prinesla, polastila se je njihove zemlje. In temu se reče potem karma. Dejansko v tem življenju je pa ona brez vsega ostala. No, in ko razumemo te zadeve, da je vse nek cikel, nek tok, da se nekaj učimo, da je vse z namenom, da nobena stvar, noben odnos, nobena služba ni za brez veze. Spet ena služba. No, vam še to povem. Enkrat sem bila ravno tako z eno gospo sva govorili in rekla, pa meni ni logično. Dobila sem sodelavko, pa midve ne morva skupaj sedeti. Enostavno jaz jo kontroliram, ne zaupa mi, ona dela napake, enostavno ne gre, odnos ne gre nikamor, na živce mi gre. No in kaj spet, kaj oni dve pridelujeta? V enem od prejšnjih življenj sta obedvi bile moška in je bila ta, ki je dobila novo sodelavko, ta, ki ni potem mogla z njo sodelovati. Ta gospa je bila v podrejenem položaju in ta nova sodelavka je bila pa nek general, v glavnem. In je dala nek ukaz in s tem ukazom, logično v vojski se sledi ukazom, je bilo mnogo ljudi ob življenje. No in zdaj sta se spet te dve najdli skupaj in te dve, kaj sta rabile predelati? Ena stvar, da razume, zakaj sta se najdli skupaj, druga stvar pa, da v bistvu predelujeta in da je potrebno delati dekodiranje podzavesti, se pravi podzavestnih vzorcev, spominov duše in odpuščanje. A veste, kaj se je zgodilo? Približno po 2-3 mesecih one dve sta postali najboljše prijateljice in hodita skupaj na kosilo. No, to se dogaja seveda pred karanteno. No, zdaj pa pojdimo na to bitje svetlobe. Jaz sem svetloba, jaz sem luč, ki sveti ter nosi ljudem upanje in razumevanje. Povezujem. Ta svetloba poživlja tako mojega duha, kot tudi duha drugih ljudi. Žarim. Kdaj začnemo žareti? Veste kdaj? Ko odpustimo. Ker ko odpustimo, se zgodi, da ta notranji diamant začne svetiti in se poveže srčna čakra pa kronska čakra in to je tako, kot bi šel snop svetlobe v vesolje. No in dejansko odpustiti ljudem, ki te tlačijo. Odpustiti ljudem, ki so te razočarali. Odpustiti ljudem, ki so te okrog prinesli. Odpustiti ljudem, ki so dali opazke, ti si tak, ti si drugačen, to bi mogel ti drugače. Predvsem odpuščanje je tisto, ki razbremeni vez. No, zdaj pa poglejmo, kako odpustiti. Jaz vam bom govorila za svoje življenje. Leta nazaj, no prav ta moj mentor, kaj sem jaz ponavljala, ker non-stop je bila drama. Jaz sem si ponavljala iz knjige Moč pozitivnega mišljenja, notri je stavek, naj Kristusova ljubezen do tega človeka napolni moje srce. In sem si ponavljala, dokler ni
neka višja sila napolnila moje srce, ker dejstvo je, glejte, jaz sem človek. Jaz bi šla, bi mu zavila vrat, ne pa kakšna ljubezen. A veste, zato je to pomembno. Pač pokličeš na pomoč višje sile od tebe in enostaven prepustiš. No in spet današnje kosilo, ko smo se pogovarjali, naj se vrnem k Budi. Buda je sedel pod drevesom razsvetljenja, meditiral in nekdo mu je ukradel vse njegovo imetje, ki ga je nosil v torbi. In on je mirno sedel in je dovolil, da to tisto odide. Ko mi razumemo, da se nehamo v življenju sitnati, razburjati, tečnati. Zdaj tukaj ne govorim, da dovolite, da vam vse pokradejo. Eno je modrost. Druga stvar pa je, da enostavno nehaš se ubadati. Kakšen je ta, poglej ga, Baraba, kaj je naredil, koga je okrog prinesel. Da utišaš ta glas in zdaj sem odprla pred kratkim eno knjigo, Blaga umetnost blagoslova, in to pomeni, da v bistvu začneš res blagoslavljati ljudi, ki so te ranili. Zdaj pa kako blagoslavljati te ljudi? Meditacija za odpuščanje, ki je v knjigi, zdaj tukaj imam tole knjigo, ko ima življenje žur, se pravi na koncu te meditacije daš roke v položaj blagoslova in si predstavljaš to osebo pred seboj in da iz rok gre svetloba proti tej osebi in ponavljaš: blagoslavljam te z ljubeznijo in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Blagoslavljam te z ljubeznijo in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Moč blagoslova je neverjetna, ker s tem, glejte, ko pošiljaš blagoslov, ampak to ne pomeni, da je nekdo, ki vam hodi po glavi, lahko še v vašem življenju. Naj odide, naj bo vaš svet miren, njegov svet, njen svet miren, naj se zgladijo poti. No, tako da očitno je to danes sporočilo, delajte na osebni rasti in boste videli, v življenju je potem veliko bolj enostaven, kot pa če se zapenjaš. Tako da začnite delati to in boste videli, bo lažje.